Pozdravljeni v avtomobilnosti. Leta 2016, torej pred desetletjem, so bili električni avtomobili pri nas še prava eksotika. Takrat so jih vozili tisti, kot jim radi rečemo, elektroverniki. Danes pa je električni avto lahko za marsikoga že najbolj smiselna izbira. In leta 2016 tudi takšnih pametnih telefonov še nismo imeli čisto vsi. Danes pa imamo toliko raznih aplikacij in obvestil, da bi včasih najraje ta telefon kar nekam zalučali in se vrnili na tiste stare dobre mobi cegle. In leta 2016 smo še vsi hoteli biti lastniki avtomobila. Danes pa nekatere avtomobilske znamke že beležijo, da že zelo dobra polovica kupcev kupi avto z modernejšimi finančnimi storitvami. In tega leta 2016 smo Slovenci trdili, da je deljena uporaba avtomobilu primerna samo za večmilijonska velemesta. No, danes, ko praznuje 10. rojstni dan, pa je originalno ljubljanski carsharing že tako razširjen, da je medtem že razširil svojo dejavnost tudi v sosednja mesta, celo v sosednje države. Osrednja tema današnje avtomobilnosti je torej praznovanje prve desetletke carsharinga v Ljubljani. Seveda nas še bolj zanima prihodnost tega posla v Sloveniji, ampak o tem bomo govorili v nadaljevanju oddaje. Najprej pa upihnimo svečko in poglejmo spominski album. Vročega junija 2016, takrat se spomnim uradne premiere v Ljubljani, podobno je bilo vroče kot danes. Jaz se spomnim, da sem takrat si naložil aplikacijo in smo takrat iz Ferbca potem testirali, kako deluje in testirali električne avtomobile. Tudi za nas je bilo takrat kar precej vroče, glede na to, da smo štartali za storitvijo, ki jo noben še ni poznal v Sloveniji. Prvi izziv so bile električna vozila, večina uporabnika ni imela stika, niso niti poznali, na kakšen način se uporabljajo. Leta 2016 smo štartali, mislim, da s 33 vozili in pa 12 lokacijami. 3 modele vozil smo imeli, to so bili takrat še v bistvu pionirski avtomobili z majhnimi dometi pa majhnimi baterijami. Takrat smo imeli, se pravi, tisti stari Smart pa... Tako, mislim, da je bil BMW i3 in pa Zoe tudi ta najmanjša baterija. To je bilo, dosegi so bili takrat verjetno tam 150 km. Maksimalno, tam okoli 100 km. Predvsem so bili tudi precej počasno polnjenje. Drugi izziv so bile pa jasno aplikacija na pametnih telefonih, zato ne rabiš fizično ključa. Tako da v bistvu tudi sistemi, ki smo jih ogrevali noter, nismo vedeli, kako bojo se odzivali, a bojo delali, ne bojo delali, ampak se je pač vse izkazalo, da je potem zadeva deluje. Danes smo že v bistvu blizu 600 vozil, nekaj manj kot 200 lokacij in tudi po številu uporabnikov precej več, kot je bilo takrat. Ker nekaj carsharingov je takrat že propadlo, tudi takšnih, ki smo jih imeli takrat za velike. Tako, mislim, da kar skoraj bi rekel, upam si reči, trditi, da je večina sharinga propadlo. Mi smo to storitev peljali od spodaj gor, se pravi, smo štartali z manjšo število vozil uporabnikov in smo to gradili skozi leta. Pričem vsi ostali so štartali na način, da so dali veliko maso avtov na trg in so čakali, kaj se bo zgodilo. Tudi težko reči, da je ta model, ki deluje v Ljubljani, da je lahko isti za Zagreb, glede na to, da je tudi geografsko gledano so mesta drugačna med sabo in v bistvu na osnovi analize lahko ti potem prilagodiš od tipa vozil, polnilnic in podobnega, da je zadeva potem smiselna. Torej, vaša ključna prednost je bila takrat to, da ste lokalci, da ste bili na domačem terenu. Definitivno. Leta 2016 se je dalo družinski avto čisto enostavno kupiti za okoli 20 000 evrov. Danes pa moramo za primerljiv avto odšteti kakšnih 10 000 evrov več. In ko preračunamo vse stroške, pridemo kar do, recimo, stroška 700 evrov na mesec, takole čez palec. No, medtem pa se naše plače, kot veste, niso sorazmerno povečale. In tako smo danes Slovenci dobesedno primorani razmišljati o finančnih alternativah. Recimo o nakupu avtomobila na leasing z žargonsko tako imenovanim balonom, kjer si znesek mesečnega obroka zmanjšamo tako, da velik del tega skupnega stroška nakupa avtomobila pustimo za konec dogovorjene uporabe in takrat avto praviloma prodamo nazaj prodajalcu.
In danes smo postali tudi bolj dovzetni za uporabo javnega prevoza, za katerega ugotavljamo, da sploh ni tako zelo katastrofalen. Marsikatera družina pa je po finančnem premisleku ugotovila, da se splača imeti le en lastniški avto zaradi družinske fleksibilnosti, izletov, tovorjenja in drugih potreb. No, drugi lastniški avto pa prodati in namesto njega recimo koristiti Avant2Go. Kje je tista meja, da se car sharing bolj izplača kot lastniški avto? Jaz mislim, da ta meja je tam približno na 15.000 km letno. Se pravi, kar je pod? Kar je pod, je bistveno ceneje, če se uporablja souporabo. Je pa zelo različno, težko je to kar posplošiti, ker je zelo pomembno, na kakšen način se ti avti uporabljajo. Zdaj, nekdo rabi ta avto za vikend in je mogoče športno veliko udejstvuje in se vozi dolge relacije. V takih primerih potem mora imeti tudi primeren avto, zaradi dometa govorim. Kje pa je ta meja pri financah? Prvo se moramo vprašati, koliko dejansko lastniški avto danes stane. Za 400 € na mesec se moraš ti zelo veliko voziti za Avant2Go, da prideš do tega zneska. Govorimo zdaj tudi 1500 km, glede na to, da v Avant2Go nismo omejeni na kilometre, je v osnovi stvar, kje boš polno in podobno. Glede na to, da zagotavljamo tudi našim uporabnikom, da lahko vozilo dopolne tudi na naših polnilnicah brezplačno znotraj najema. Če se malo preračunaš, se dam precej prehraniti na ta račun. Kdo je tipičen uporabnik Avant2Go, komu se pravzaprav to izplača in komu se mogoče ne? Predvsem tisti, ki ne uporabljajo avto vsak dan. Avti so parkirani 23 ur na dan v povprečju. Če bi preračunal strošek uporabe tega avta, bi ugotovil, da je jasno precenjen. In na osnovi tega je ogromno ljudi že zdaj prodali drugi ali tretji avto v družini. Tisti, ki so imeli možnost dostopa do car sharing lokacije. Zdaj sicer s temi lokacijami, ki jih imamo danes v Ljubljani, je to še toliko lažje, ker je teh lokacij bistveno več, kot jih je bilo leta 2006. Imamo že uporabnike, ki so prodali tudi prvi avto, ker imamo vozila tudi z večjimi dometi v voznem parku in pokrivajo vse potrebe, ki jih rabijo. Poleg fizičnih oseb so to tudi podjetja, ki imajo zelo slabo izkoriščene vozne parke. Danes to storitev uporablja že preko 600 podjetij. Govorimo v Sloveniji. V Sloveniji govorimo seveda. Službena vozila se v večji meri popoldne pa recimo čez vikende ne uporabljajo, stojijo. Pa tudi čez teden, glede na naše podatke, ki jih dobimo od partnerjev, smo ugotovili enostavno, da so ti avti bolj slabo izkoriščeni. Pa da bomo razumeli, o kakšni alternativi sploh govorimo, kako souporaba dejansko deluje. Eden izmed temeljev infrastrukture je mobilna aplikacija. Jo odpremo, tukaj notri izberemo lokacijo, kjer se nahajamo, potem izberemo želen avto, ga rezerviramo, začnemo najem in na koncu s preprostim potegom tukaj na zaslonu avto tudi odklenemo. A imate vi tudi kakšne starejše uporabnike s temi aplikacijami, a je to za njih težava? Med našimi uporabniki imamo vse starosti, tudi preko 90 let. Res. 2 do 3 vožnje in je pol že vse skoraj da ne samoumevno. Kakšne spremembe opažate zdaj v teh 10 letih? A smo zdaj postali bolj domači z električnimi avtomobili? Ja, definitivno. Je pa res, da je bila kar dolga pot, da smo prišli do tega. Izvedeli smo preko 700 izobraževanj, poraba polnilnice, delovanje polnilnic, da definitivno ni noben problem, kar se je največkrat pojavilo vprašanje, kaj če dežuje, pa se avto polni, a me lahko strese? Ne, tako da ja, taka vprašanja, začetniška vprašanja. Se pravi, takih vprašanj ni več? Takih vprašanj ni več. A se je kdaj zgodilo, da je pa komu zmanjkalo baterije, da je ostal nekje na cesti? Definitivno se je, žal pride tudi do tega, pri taki floti in pri takem številu uporabnikov, ki jih imamo registriranih. Tukaj žal, ko pridete do nule, je to. Je nula, vse ostavite. Ja. Edina rešitev, ki je potem žal avtovleka. Enkrat je gospa klicala in rekla, da se iskreno opravičuje, ampak da ne more zaključiti avta, ker se je mudil porodnišnico roditi. Tako da, ja, tudi do tega. Pa definitivno smo bili del že kakšne poroke ali 2, ni namenjeno samo in izključno za kratke premike od točke od A do B, ampak je lahko tudi daljši najem, seveda, ali je to traja 5 minut, lahko pa traja tudi do maksimalno 72 ur.
Kaj pa več od 72 ur? Več od 72 ur je pa tako, da je to vse možno narediti s predhodnim dogovorom. Ne kompliciramo, želimo ljudem iti čim bolj na roko, da jih naredimo čim bolj mobilne. Mislim, da je bila ta vožnja za marsikoga ponavljanje že znanega. In s tem marsikoga predvsem mislim na 70 000 slovenskih uporabnikov, ki so skupaj s temi avtomobili prevozili že 42,8 milijona kilometrov. In lahko si obetamo, da se bo števec do 50 milijonov zavrtel že pred koncem letošnjega leta. Bo pa tudi naslednji prispevek na nek način preverjanje nečesa, kar že vemo, kar bi moralo biti po svoje logično. Ampak glede na to, koliko je nelogičnega v svetovni mobilnosti, danes moramo seveda tudi to preveriti. In glede na to, da je danes svetovni dan kolesarjenja, bomo avto povezali s kolesom, z električnim polnilnim kablom. Ko smo objavili zgodbo o Fordovem sistemu ProPower, so me prijatelji zasuli z vprašanji. In seveda, govorimo o sistemu, ki z elektriko napaja zunanje porabnike, kar iz baterije tega avtomobila. In seveda, vprašali so me, ali je možno med vožnjo polniti tudi takšna gorska e-kolesa. Torej, v teoriji. Ja, seveda lahko, ampak dajmo to preizkusiti v praksi. En polnilec je že vtaknjen v avtomobil, zdaj priklopim še drugega. Tukaj imam namreč dve vtičnici. Torej 670 vatov moči, kot jih želita ti dve električni gorski kolesi, zapolnjene svojih baterij, nista prav noben problem za tega Forda Rangerja PHEV. Namreč, kot vidimo, ima na razpolago kar 2300 vatov. Je pa res, da seveda za to, da lahko večje moči polni, Ranger preklopi v način generatorja. Se pravi, v tem načinu tudi bencinski motor pomaga polniti baterijo. Seveda, razlog je v tem, da Ranger je pač stroj za težko orodje, za heavy duty rabo, za zahtevnejšo rabo, zato je tudi zgrajen tako zelo, zelo trpežno. Torej, če je Ford Ranger heavy duty, to pomeni, da dajmo tudi heavy duty stroje priklopiti van in jih polniti. No, seveda, ta kolesa so heavy duty tudi, ampak v nekem drugačnem smislu, ne v smislu te električne baterije. Je pa ena stvar, ko sem brskal po internetu, sem naletel na seveda vprašanje, ali bojo te konektorji med vožnjo vzdržali. In kot so mi rekli prodajalci teh koles, s tem ne bi smelo biti noben problem, tudi treslaji, ki tukaj pri taki makadamski vožnji nastanejo. Seveda je tako, zato ker je danes suho vreme, namreč, če bi bil dež, pa verjetno se jaz za polnjenje električnih koles med vožnjo sam osebno ne bi odločil. Jaz si recimo želim iti nekam z brniškega letališča za en teden in torej kakšna je cenovna razlika med tem, da uporabim car sharing ali pa če tukaj pustim svoj avto. Povratna vožnja Ljubljana-Brnik, Brnik-Ljubljana je od 35 do 50 evrov.
čisto odvisno od izbranega modela vozila oziroma kateri je na voljo takrat na lokaciji. Je pa to približno 50% ceneje, kot da bi šli z lastnim vozilom in tukaj poravnali strošek parkirnine. Ampak a je brniško letališče zdaj edino v ponudbi? Ne, imamo še eno povezavo z letališčem preko meje v Zagrebu, tudi tja lahko potujete v obe smeri, se pravi iz Slovenije na letališče in iz letališča na katerokoli Avantogov lokacijo v Sloveniji. Kaj pa, če bi recimo nek uporabnik želel avto imeti za več dni, recimo, ali pa mogoče za 1 mesec, 2 meseca? Za 1 mesec je že v bistvu preidemo bolj dolgoročni najem, kar sedaj ponujamo tudi preko Avantogov aplikacije, se pravi preko storitve GoRent. Aha, se pravi, jaz lahko tudi avto, klasičen rentakar najamem zdaj preko aplikacije? Seveda. Odprete Avantogov aplikacijo, znotraj aplikacije imate obe storitvi, GoShare in GoRent. GoRent je tista, je seveda tudi namenjena za dnevne najeme, ampak je tista, ki lahko vozilo najamete tudi do 90 dni. Se pravi, Avantogov ni samo car sharing, ampak postaja pravzaprav nek širši ekosistem mobilnosti. Tako. No, nečesa pa car sharing povsem razumljivo ne ponuja. In to je tisti dirkaški športen užitek med vožnjo. Pa čeprav imamo tukaj v sistemu tudi recimo Renaulta 5 ali pa takšno Cupro Born, ki veljata za zelo dinamična električna avtomobila. No, če pa vas kljub temu zanima en dirkaško in namensko športen električni avto, pa se zdaj posvetimo enemu velikemu 4-vratnemu oziroma celo 5-vratnemu SUV-ju, ki tehta kar več kot 2 toni. Ampak kljub temu se ponaša s športnimi voznimi lastnostmi ultra lahkega kupeja. Kako je torej Alpinu uspelo premagati fiziko? Alpine A110, sploh v takšni dirkaški različici R, je eden najbolj vozniških, eden najbolj dinamičnih avtomobilov in na ta način to svojo vozniško letvico dviguje izjemno visoko. Ampak zakaj je ta letvica zdaj pomembna? Zato, ker je Alpine pred kratkim predstavil nov model A390 in ta model naj bi to letvico vsaj v zelo veliki meri dosegel. Ampak rekli boste, kaj pa je tukaj čudnega? Saj gre za nov, sodoben, tehnološko izjemno napreden avto, ampak dajmo zdaj ta avto pogledati od daleč. Namreč A390 je v primerjavi z A110 precej večji. Ampak ne samo večji, 2-krat težji je. To se torej zdi kot misija nemogoče. Torej velik in težak CUV, torej kupejevski SUV, se mora peljati enako kot ultralahek športni kupe. Ampak, saj sem prej rekel, to je ultratehnološko napreden avto. Kako je lahko velik in težek v dinamičnem smislu enak majhnemu in lahkemu? Za začetek ena nezanemarljiva tehnična značilnost. A390 je električen, ampak za razliko od večine električnih avtov nima samo enega elektromotorja, ampak kar 3 elektromotorje. 3 elektromotorjev pa A390 nima samo zaradi večje moči. Namreč to bi lahko v primerjavi z 2-litrskim turbobencinskim 4-valjnikom v tistem avtomobilu dosegel tudi samo z enim elektromotorjem. Pri Alpinu imajo 3 elektromotorji predvsem vlogo, da so razporejeni taktično. Enega imamo na prednji osi, 2 pa imamo na vsakem koncu zadnje osi. In s tem dobimo bolj odzivno in agilno vožnjo v ovinkih. Zdaj pa je na vrsti kako? Ključno za agilno obnašanje v ovinkih je seveda tisto dobro znano vektoriranje navora. In pri običajnih električnih avtomobilih to vektoriranje navora deluje tako, da sistem ESP zavira notranje kolo v zavoju. Torej tisto kolo, ki v zavoju prepotuje manjšo pot in s tem nekako zagotovi stabilnost vozila. Pri Alpinu pa imamo že najprej pogon razdeljen na 2 osi, torej na sprednjo os in zadnjo os. In vemo, pri podkrmarjenju si seveda želimo več navora na zadnji osi, pri
prekrmarjenju, torej takrat, ko nam vzame zadek, pa seveda za stabilnost želimo več navora tukaj na prednji osi. Ampak, ker seveda želimo posnemati obnašanje ultralahkega kupeja s pogonom na zadnji kolesni par, je seveda nekaj več potrebno pozornosti posvetiti dogajanju tukaj zadaj. In kje tiči razlog, da zdaj rabimo tukaj zadaj 2 elektromotorja, če pa smo že prej lahko vektoriranje navora zagotovili samo z enim elektromotorjem. Če jaz zdaj zavijem po dirkaško v levi ovinek in začnem pospeševati, se bo elektromotor na tej desni strani začel vrteti hitreje od motorja na levi strani. Torej, oba še vedno hkrati skrbita za pogon avtomobila, le da delujeta z nekoliko različnima hitrostma. No, če pa bi imel tukaj klasičen električni avto z enim elektromotorjem, pa bi si ta pomagal v sistemu ESP in ta ESP bi le malo zaustavljal notranje kolo. Torej, če jaz zavijam zdaj v levo smer, bi to levo kolo malo zaustavil, pri tem pa izgubljamo kinetično energijo. Torej, tehnično kompliciranje, jaz bi raje temu rekel tehnična doslednost. Če smo zdaj rešili izzive pri pogonu, pa imamo še vedno nekaj zelo drugačnih fizičnih značilnosti. Naprimer, medosna razdalja. Poglejte, pri modelu A110 je za kakšnih 20 cm krajša kot pri modelu A390. In vemo, da krajša medosna razdalja ponavadi prinese boljšo agilnost pri kakšnem slalomu ali pa v ostrih zavojih. In seveda, zelo očitna je tudi razlika med višinama teh dveh avtomobilov. Poglejte, A390 mi recimo seže do ramen, A110 pa samo do komolcev. Ampak tukaj imamo ponovno nekaj drugačnih značilnosti. Naprimer, A110 ima sredinsko nameščen bencinski motor, kar pomeni, da nam motor brni takole za ušesi in je nameščen za sedežema oziroma pred zadnjo osjo. Po drugi strani pa so baterije, ki so seveda najtežji del električnega avtomobila, nameščene na samem dnu med obema osema. To pa prinaša znižanje težišča in na ta način sta si ta dva avtomobila bolj sorodna, kot se morda zdi na prvi pogled. Za konec pa, če potegnemo črto, zagotovo boste rekli, to enostavno ni mogoče, da se velik SUV pelje enako kot ultralahek športni kupe. In veste, mi se s tem popolnoma strinjamo. Seveda, enačba F je M krat A še vedno velja, vsaj dokler ne bo Newtonu kdo dokazal nasprotno. In očitno je tudi iz posnetkov, da se A110 še vedno bolj lahkotno, bolj dirkaško pelje kot pa A390. Ampak A110 je povsem dirkaški avto, v katerem se pripnete s 5-točkovnimi pasovi, A390 pa je na drugi strani precej bolj vsakdanji. In na tem mestu lahko le čestitamo francoskim inženirjem, ker so iz takšne karoserije z vidika dinamike resnično potegnili, po mojem mnenju, maksimum. Vsekakor pa so zelo dobro ujeli duh originalnega A110. Pa še en razmislek moramo dodati. Pravzaprav je storitev carsharinga avto na zahtevo. Torej, lahko enkrat vzamemo Renaultovo petko, drugič Fiat Pando, tretjič kakšnega Peugeota ali pa takšno atraktivno Cupro Borna. Ko pa moramo nekaj velikega nekam pripeljati, pa si lahko recimo izposodimo kombi. A je to priljubljena opcija? Se tega uporabniki poslužujejo, da najemajo? Definitivno. Dostavniki so konstantno v uporabi. Se zgodi velikokrat, da ga uporabniki iščejo, želijo, ampak ga ne najdejo. Ne dobijo, zato ker so že v najemu. Zato tudi seveda poslušamo in probamo uslišati želje naših uporabnikov. Zato konstantno dodajamo nova vozila. V zadnjih 3 tednih smo dodali 8 novih kombijev. Vi konstantno ta vozni park posodabljate z aktualnimi modeli? Posodabljamo, povečujemo, se pravi, strmimo k temu, da so vedno nova oziroma relativno nova vozila na voljo uporabnikom. Seveda tudi zaradi tega, ker novejša vozila so tudi bolj varna, imajo vedno več asistenčnih pripomočkov. A imate kakšne uporabnike, ki pa recimo se včlanijo z namenom, da oni testirajo avtomobile? Imamo, ene par jih je bilo v preteklosti, so se včlanili zgolj in izključno zaradi testa vozila, ampak moram reči, da mislim, da ne celo vsi
so potem opustili idejo o nakupu tega drugega vozila in so kot za drugo vozilo začeli uporabljati carsharing. Ampak rekel sem, da ne bomo ostali samo v sedanjosti in v pretekli desetletki. Namreč svet, Evropa in Ljubljana dobivajo nekoliko drugačno podobo, tudi zaradi drugačnih avtomobilov. Celo takšnih, za vožnjo katerih ne potrebujemo niti izpita B kategorije. Ampak nismo še povsem tam. Kako daleč pa smo? O tem bomo spregovorili s človekom, ki je zelo zaslužen, da je Ljubljana danes tako zelo belo-modra. Pogovorimo se z Matejem Čerom. Oče slovenskega carsharinga, kako rečemo, posel s carsharingom na splošno v Evropi je bil kar tako gor, velike besede so bile, pa je šlo pa vse posod malce dol. Mi smo definitivno, ko smo zaznali to priložnost, da se da vozila povezati neposredno z aplikacijo oziroma posredno z aplikacijo in uporabnikom poenostaviti mobilnost samo takrat, ko jo rabijo. Smo začeli poglobljeno raziskovati, testirati, razvijati platformo. In seveda smo spremljali, kaj se dogaja v svetu, tudi konkurenco, ampak nekako smo izhajali iz tega, kaj v tem okolju, ker to delamo. Štartali smo seveda v Ljubljani pred 10 leti. Kaj je tisto, kaj bo uporabnika prepričal, da bo s tem lahko naredil korak višje, da bo pocenil svoj prevoz, da bo poenostavil svojo mobilnost in pa hkrati seveda, da mi od zadaj predstavimo še ta del, da bo ta mobilnost veliko bolj čista pa prijazna okolju. Prej je treba to ekipo logistično, ki za to skrbi, optimizirati, usmerjati na prava mesta, če jih imaš preveč, se stroški pojejo, ker enostavno ne more sistem funkcionirati. In potem še seveda podpora, ki pa je med uporabniki in to logistiko, ki zaznava kakšne probleme. Mi nikoli ne vemo, ali bo zjutraj ob 3 karambol, ali bo popoldan ob 12 4 gumi defekti, ali bo nekomu ne bo delala aplikacija. To je en zelo, zelo kompleksen ekosistem, ki lahko na nešteto mesti gre kaj narobe in to mora 24/7 delovati. To, da 10 let uporabniki, veliki je taki, ki so že 10 let z nami, se lahko na to zanesejo, ne da bi imeli svoje vozilo, je seveda zahtevalo ogromno enega vlaganja pozornosti, nadgrajevanja, učenja. In tukaj je veliko ponudnikov na globalnem trgu, ki so tega lotevali in, kot ste prej omenili, zdaj padli vsak na nekem svojem področju. Prvi izmed največjih je bil francoski Autolib, je padel na tem, ker so bili avti umazani, ker so bili razbiti, ker je bilo premalo pozornosti, pa so milijardo vložili v to. V primeru sharinga imaš ti interakcijo z vozilom ali pa z mobilnostjo preko pametne naprave in dejansko v primeru Ljubljani je to ključ do 500 avtov. In to je samo, kako se pravi, samo self-service, samo postrežno. Ja. Samo postrežno, 24 ur, 7 dni v tednu, ga rezerviraš, odkleneš, vzameš. To je prva razlika. Vse rent-a-car zdaj danes 2026 imamo tudi lahko že na ta način, ne? Tako, postopoma bo tudi rent-a-car, tudi mi smo že projekt zapeljali v tej smeri, ja? Ampak pred 10 leti pa še ne. In to je prvo. Potem drugo, namen souporabe je dejansko, da se aktivno, tudi znotraj dneva, uporabniki sodelujejo in si delijo sredstva. Se pravi, ne da moraš avto imeti cel dan. Avto imaš lahko par minut, lahko imaš... Ja, ne jem za uro, ne v bistvu. Lahko vzameš na eni točki, pa vrneš na drugi, na eni točki Ljubljane, pa čisto na drugi točki vrneš, ali pa na letališču vrneš, ali pa v Mariboru vrneš. Danes z pomočjo umetne inteligence te stvari postajajo zelo enostavne in je samo vprašanje časa, ko niti več ne boste rabili skozi aplikacijo vi gledati, kje je kolo, kje je avto, ampak boste vi izrazili potrebo, zdaj bi pa rabil priti ali pa iti v nakupovalni center, pa imel bom eno veliko škatlo, ali pa zdaj pa rabil obiskati kolega v Mariboru, pa moram pa biti že ob 7 tam pa tam. In bo vam tako, in bo iz nabora vseh oblik prevozov, bo vam že aplikacija sama dala rešitev in... Sam to se sliši zelo lepo, jaz bi pa to že danes imel, ker se mi zdi, da je to že možno, pa tudi v bistvu, kje so problemi? Je to problem v bistvu, da je stroškovno v bistvu težko? Jaz osebno ne verjamem, da je en ponudnik, da je smiselno, da on dela vse storitve. Kar pa verjamem, je pa to, da se ponudba združi
in približa in poenostavi za uporabnika. Ne? In kot neka multimodalnost, neka aplikacija. Tako. Javni prevoz, sharing, to je konkurenca lastništva skupaj. Ne? In lastništvo pa vemo, da je v velikih primerih, ne govorim za določene, ki sedijo na dan 8 ur v avtu ali pa rabijo za posebne namene vozilo, ampak pa govorimo o tem, da je avto 23 ur parkiran. Tudi če si lahko to privoščimo, je nesmiselno imeti 3 ali pa 2 vozili doma. Ne? In s tem, ko se nepotrebno vozilo odstrani, potem začnemo uporabljati ostale oblike prevoza. Kombiniram, enkrat smo v sharingu, drugič v avtobusu ali pa v eno smer gremo tako, drugo tako, kaj spijemo, ne vem, v taksi. Takrat se začne pravim pomenu ta multimodalnost. Ne? Če pa to medregionalno, je pa tudi kombinacija. Ne? Če se nekdo sede v Mariboru v sharing avto ali pa na kolo, gre do železniške ali pa avtobusne, pride v Ljubljano, spet tukaj lahko vzame. In če bi to bila ena karta skupna, ena aplikacija, kot ste prej povedal, to zelo poenostavi. Ne? Tem, ko tam, kjer pa avto stoji 23 ur na dan ali pa več, ali pa celo nekaj dni v tednu, takrat je pa že stroškovnega vidika smiselno razmišljati, ali obstaja alternativa, ki mi nudi vsaj enako komoditeto. Primer statistično v svetu je 10 do 15 vozil lastniških zamenjanj vozilo souporabe. Ne? To pomeni, če v nekem parkirišču, pri nekem naselju, ki ima 300 parkirišč pa 500 stanovanj, če se tam postavi dodatnih 50 vozil v souporabo, namesto dodatnih 200 parkirišč je 150 manj, ne? Ali pa od onih 300, 250 ostane za lastniški avto, 50 bo za souporabo, bo taka soseska verjetno lahko brez problema funkcionirala. In bo vsi prihranili in še ta problem se bo rešil. To ni nekaj kot trgovina, pa če imaš dober produkt, odpreš, pa že prvi dan dela. Se pravi, to je bila vizija, ki smo si postavili, je bila, da bomo minimalno 5 let rabili sploh, da bomo na dnevnem nivoju pokrivali stroške. Potem je še prišel COVID in tako naprej. Tako da lahko rečem, da je ta strast v vseh, oni, ki se ukvarjajo s financami, oni, ki se ukvarjajo z razvojem operative, z razvojem programske opreme, z ljudmi in tako naprej, cele ekipe bila ključna, da smo zdržali še posebej teh zadnjih 5-6 let, ko je bilo vse možno narobe. Na globalnem trgu, od inflacije, obrestnih mer, COVID-a, zaprtja, pa še ni konc. Je pa danes, hvala Bogu, je pa darilo, kot skoraj vsak dan kak uporabnik pokliče ali pa ga kje srečaš na cesti, pa ti da povratno informacijo, koliko je zadovoljen, koliko bolj svobodno živi. Avto oziroma kar celotna mobilnost na naročnino, to je samo stvar izračunov, kaj se izplača. In ko bo to postalo smiselno, bomo to dobili. Mi sumimo, da prav daleč več nismo in ko se bo zgodilo, bomo pač sestavili novo oddajo na to temo. Na tem mestu pa naj vas spomnim, da je danes dan, ko promoviramo kolesarjenje. In še vedno smo sredi akcije Polni zagona, v kateri kolesarimo v službo. Če seveda imate takšno službo, ki vam to omogoča. Ampak na tem mestu imamo dilemo, ali naj se peljem s svojim kolesom in tvegam, da mi ga ukradejo, ali pa naj uporabim bicikel LJ. In na tem mestu naj spomnim, da ljubljanski bicikel praznuje letos ne le 10, ampak kar 15-letnico delovanja. In v floti imajo kar 840 koles. Ljubljanski kolesari ali biciklisti pa so z njimi že prevozili kar 8 milijonov kolesarskih kilometrov. Medtem pa bo prihodnja avtomobilnost že predpočitniška in mogoče lahko na ta način dobite kakšen namig, o čem bo prihodnjič tekla beseda. Do prihodnje srede pa vas povabim na mmcrtvslo.si, kjer vam ponujamo daljše zgodbe. Enako velja tudi za naš YouTube kanal, na katerega se lahko seveda tudi naročite. Krajše izseke iz TV oddaje pa vam ponujamo na naših družbenih omrežjih. Do prihodnje srede torej, srečno!